lepa. Torej, prav lepo pozdravljeni še enkrat. Na temle mestu pred ambulanto infekcijske klinike, kjer se bo danes in tudi v naslednjih dneh dogajalo marsikaj. Ob tej priliki dovolite, da vam povem, da infekcijska klinika na Japljevi 2 ne obstaja več ta trenutek, da smo razseljeni na 4 lokacije in to je pač ena od njih, tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da ste prišli sem. Kot rečeno, že od leta 2007 vsako leto obeležujemo Svetovni dan hepatitisa, to je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in vsako leto ima ta svetovni dan en določen slogan, ki je v soglasju z perečimi problemi tistega leta na tem področju. No in letošnji slogan je: ukrepajte, testirajte se, zdravite se, cepite se. Torej res zelo vsebinski slogan z določenim namenom. Zakaj? Zaradi tega, ker je Svetovna zdravstvena organizacija letos aprila izdala novo zadnje poročilo o virusnih hepatitisih v svetu, ki nas je izredno neprijetno presenetilo. Kaj se namreč dogaja? Živimo v po-covidnem obdobju in v po-covidnem času se je izkazalo, da je ob tuberkulozi prav virusni hepatitis najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi infekcijskih bolezni. To je res kar dramatičen podatek, ampak vedeti moramo, da vsako leto na svetu, ali pa zadnji podatek z leta 2022, na svetu umre 1.300.000 ljudi zaradi virusnih hepatitisov, 700.000 zaradi odpovedi jeter ob cirozi in 500.000 zaradi raka na jetrih, primarnega raka na jetrih, ki ga povzročata virus hepatitisa B ali C, predvsem C, ki sta dokazano vzrok tovrstnem raku. Ne vem, če veste, ampak rak jeter je tretji rak glede smrtnosti, torej tretji najpogostejši vzrok smrti zaradi rakave bolezni. Je sploh 6. najpogostejši rak. Tisto, kar je pa najbolj dramatično, je pa, da je od vseh rakov to edini rak, ki je v zadnjih 10 letih v porastu. Torej ne stagnira, ne upadu, ampak je celo v porastu. Zdaj, zakaj pravzaprav tako? Če si pogledamo podatke v Evropi, to so najnovejši podatki, ki mislim, da niti še niso bili objavljeni, podatki Svetovne zdravstvene organizacije, govorimo o infekcijskih boleznih. In v Evropi je 5% rakov posledica infekcij. In med temi 5% je seveda najpogostejši humani papilomavirus, ki povzroči med drugim največkrat raka materničnega vratu, torej okrog 60.000 rakov na leto je zaradi okužbe s humanim virusom papiloma. Na drugem mestu je, o tem bomo zdaj več v bodoče slišali, bakterija Helicobacter pylori, ki povzroča raka želodca. Več kot 50.000 žrtev rakov želodcev je, ki so posledica te okužbe. Že na 3. mestu pa so virusni hepatitisi. Več kot 30.000 žrtev je, ki ima raka jeter kot posledice predvsem okužbe z virusom hepatitisa C. Skoraj 25.000 takih ljudi je v Evropi samo. Zakaj pa to povem na nivoju Evrope? Zaradi tega, ker kot veste, je Komisija Evropske unije leta 2021 izdelala plan za boj proti raku, tako imenovan Beating Cancer Plan. In leta 2021 je pozivala članice Evropske unije naj spodbujajo in izvajajo presejalno testiranje, med drugim tudi na raka materničnega vratu, ki ga povzroča humani virus papiloma. Ista komisija je leta 2023 obnovila in posodobila ta Beating Cancer Plan in med infekcijskimi boleznimi je vključila tudi poziv državam naj presejajo na raka želodca, torej na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori. Na veliko razočaranje strokovne javnosti pa v ta zadnji posodobljen plan niso vključili tudi preventivnih ukrepov in presejanja glede raka jeter. Kar pomeni, ker poznamo dejstva in lahko ukrepamo, da morajo seveda države članice ukrepati same. In ravno zaradi tega ta poziv, da pravzaprav ponesemo informacijo širom po Sloveniji. Namreč, kot rečeno, najpogostejša povzročitelja sta virusa hepatitisa B in C v svetu, to so spet zdaj zadnji podatki Svetovne zdravstvene organizacije, je 300 milijonov ljudi kronično okuženih
z virusom hepatitisa B in C. V Evropi jih je 10 milijonov z B, 9 milijonov z virusom hepatitisa C. Tisto, kar je res problem te okužbe, zakaj toliko o tem govorimo? Zaradi tega, ker predvsem hepatitis C večinoma poteka nezaznavno. Sploh ne vemo, da smo se okužili, ker nimamo zlatenice, ki je značilna za hepatitis. Večina okuženih pa tudi ostane kronično okuženih. In več desetletij, 3, 4, celo 5 desetletja se sploh ne zavedajo okužbe in seveda ta okužba lahko tiho pripelje do odpovedi delovanja jeter, torej tiha ciroza, tiho lahko pripelje do raka na jetrih. Zelo sem žalostna, ko bolnik prvič pride k meni, pa ima na ultrazvoku že nekaj okroglega. In pa, to je pa manj znano, pa zelo pomembno, ta virus lahko sproži tudi druge bolezni izven jeter. Lahko sproži recimo sladkorno bolezen tipa 2, lahko sproži razne bolezni ledvic, ki so lahko ogrožujoče, lahko sproži revmatske bolezni, kožne bolezni, žilne bolezni, lahko izrazito utrujenost povzroča, ki sploh ne poznamo vzroka za njo, ali pa zgolj hude bolečine v sklepih in mišicah. In nenazadnje, ne boste verjeli, ampak virus lahko sproži še en drug rak, eno drugo rakovo obolenje in to je limfom. Imamo bolnike tudi v Sloveniji, kjer določene limfome povezujemo s to okužbo. To se pravi resnično zelo resna bolezen okužba, pri tem imamo pa krasne ukrepe. In kot apelira Svetovna zdravstvena organizacija ob tem dnevu 28. juniju, torej testirajte se, imamo odlične, dostopne teste, enostavne teste za testiranje. Zdravite se, imamo perfektna zdravila. C hepatitis je ozdravljiva bolezen, prva in edina virusna bolezen, ki je ozdravljiva. In pa seveda cepite se. Bom kar tudi o cepljenju govorila, čeprav je to, se mi zdi, zadnje čase bolj nepriljubljena tema in vidim, da se nasmehujete. Zakaj? Namreč imamo cepivo proti hepatitisu B, tudi proti hepatitisu A. Ampak dajmo o hepatitisu B, ki lahko povzroča raka. Cepivo proti hepatitisu B imamo na voljo že od srede 80-ih let. Kot veste, je bil vpeljan v nacionalni program cepljenja otrok, vseh tistih, ki so bili rojeni leta 92 ali kasneje. To je cepivo, ki je eno najbolj preverjenih cepiv glede varnosti, sploh v zgodovini medicine. Kaj je pa izplen? V zadnjih letih precepljenost otrok, šoloobveznih otrok, precepljenost otrok izrazito upada. Je tam nekje pod 80%. Svetovna zdravstvena organizacija pa svetuje, da naj bo precepljenost otrok vsaj 95%, če ne več. Kaj to pomeni? To je dramatičen podatek. To pomeni, da v Sloveniji med otroci vsaj eden od 5 ni cepljen proti hepatitisu B. To je ena najboljših popotnic, ki jo starši lahko dajo svojim otrokom, saj gre za prvo cepivo proti raku, dobesedno. HPV je šele naslednje cepivo potem. Prvo cepivo proti raku, zato na tem mestu dovolite, apeliram na starše, naj omogočijo cepljenje proti hepatitisu B svojim otrokom. Torej, cepljenje je bilo vrsto let uvedeno v pregled predšolskih otrok pred vstopom v šolo. Torej, cepili smo otroke pri 5-6 letih starosti. Od leta 2020 jih cepimo s 6-valentnim kombiniranim cepivom, že začnimo pri 3 mesecih starosti in tako naprej. Tako da mogoče se bo s tem zboljšala precepljenost otrok, ampak še enkrat poziv k cepljenju. Kaj pa tisti, ki so rojeni pred letom 92? To je tako imenovana catch-up populacija oziroma to so tisti zamudniki, če smem reči, oziroma ki ne sodijo v ta program. Na vsak način svetujemo, da se vsi, vsaj tisti, ki so spolno aktivni, cepijo proti hepatitisu B, saj dejansko imamo vsako leto veliko okužb, novih okužb z virusom hepatitisa B, ki so spolno prenešene. Poudarjam, spolno prenešene. Recimo v lanskem letu, samo en primer povem, spolno prenešen akutni hepatitis B. V parih dneh se je bolnik sesul, jetra so popolnoma odpovedala. Na srečo smo dobili možnost transplantacije, tako da se je vse dobro izteklo, lahko se pa tudi ne bi. Torej gre res za tudi akutno resno potekajočo bolezen. Toliko o cepljenju. Zdaj imamo pa zdravljenje, kot veste, testiranje. Kot veste, imamo zelo enostavne teste, kapljica krvi,
presejalno testiranje, potrditveni testi. Testi so v Sloveniji široko dostopni, v zdravstvenem sistemu ni problem se testirati, lahko tudi pri osebnem zdravniku in pa, kot veste, že od leta 2012 na infekcijski kliniki vsak ponedeljek imamo možnost anonimnega, brezplačnega testiranja, brez napotnice, brez kartice, tako rekoč iz ceste lahko pridete in se testirate na okužbi z virusom hepatitisa B in C, seveda tudi HIV ob tem. Tisto, kar je pa novo v letošnjem letu in je res pozdravno oziroma res spoštovanja vredno pa je, da imamo nov projekt v Sloveniji glede testiranja in sicer se imenuje Expand. To je projekt, ki ga financira neposredno Evropska unija, je pa projekt, ki ga organizirajo nevladna organizacija Legebitra iz društva moških, ki imajo odnose z moškimi, potem Stigma, torej nizkopražni program, ki pomaga osebam, ki si inicirajo droge, in pa filantropija, slovenska filantropija. Ta program pa omogoča izven zdravstvenega sistema v skupnosti dostopnost najbolj vulnerabilnim skupinam, da se testirajo. To so tiste osebe, ki inicirajo droge, ki niso v nobenem programu, recimo metadonskem ali kakorkoli drugače. Potem so to migranti, za katere pravzaprav nimamo sicer organizirane možnosti tovrstnega testiranja, in so tudi spolne delavke in delavci, ki redko obiščejo take ambulante za testiranje. In z veseljem lahko povem, da ni dovolj, da si samo testiran, potem je treba ukrepati, in dejansko smo z infekcijsko kliniko naredili nek most, torej vse osebe, ki so pozitivne na takem testu, bodisi glede hepatitisa B ali C, neposredno pridejo na infekcijsko kliniko, vodimo jih že več kot 30 v prvih 5 do 6 mesecih, kar je res veliko, in seveda nekateri od njih so že prejeli zdravljenje, tako da to deluje in upam, da bo delovalo še vnaprej. Zdaj pa glede zdravljenja, to pa veste, vsako leto povemo, kako smo veseli, da imamo vse skozi na voljo vsa zdravila, tudi za hepatitis C, ki so bila v začetku zelo draga, zdaj pa seveda nekoliko manj, pa vendarle. Torej v Sloveniji ne samo, da imamo zdravila in smo ena od srečnih držav v Evropi, ki jih imamo že 10 let, namreč 10-letnico beležimo od teh perfektnih, neposredno delujočih zdravil za hepatitis C, ki pozdravijo skoraj vse bolnike. In imamo tudi strategijo test and treat, se pravi, takoj ko testiramo, vidimo, da je izvid pozitiven, takoj bolnika napotimo tudi naprej na zdravljenje in tak bolnik tudi takoj dobi zdravljenje in je seveda tudi pozdravljen. Torej, če zdaj pozamemo, kje smo v Sloveniji. V Sloveniji smo že več kot 25 let izvajamo vse te aktivnosti. Torej, ta slogan v Sloveniji, testiraj se, zdravi se, velja že pravzaprav več kot 25 let, tako da v Sloveniji z veseljem lahko povemo, to so uradni podatki ECDC-ja, ocene so, ki pravijo, da ima Slovenija drugo najnižjo prevalenco okužbe z virusom hepatitisa C v Evropi, torej takoj za Nizozemsko. Pri nas ocenjujemo, da je ta prevalenca 0,07%. V številkah to pomeni, da imamo okrog 1200 ali pa malo več okuženih. Večino so to bodisi aktualni ali pa pretekli osebe, ki so si inicirale droge, ampak imamo pa še kar precejšen delež med splošno populacijo. Se pravi, zdaj iščemo iglo v senu, to je najtežje, pa vendarle, vedeti morate, da je še toliko in toliko ljudi, ki so izpostavljeni možnosti raka na jetrih in jih je seveda treba odkriti. Ob tem bi pa rada opozorila, da tudi če se enkrat uspešno pozdravite, obstaja možnost ponovne okužbe. Tudi ta zahrbtnost virusa hepatitisa C ostaja, torej tisti, ki so še naprej izpostavljeni okužbe, recimo osebe, ki si inicirajo droge ali pa kakšni spolni kontakti, se morajo ponovno redno testirati, neka trajnost je tukaj potrebna, ki jo seveda izvajamo, ukolikor se seveda ljudje javljajo na to. Zdaj, da ne bom govorila samo o hepatitisu B in C, izziv so tudi ostali. Veste, da imamo 5 virusnih hepatitisov, A, B, C, D in E, in če dovolite, da se ustavim pri zadnjem, ker tukaj je pa nekako Slovenija, tako strokovna kot splošna javnost, v zadnjih letih šele spoznava to novost na področju hepatitisa E. Namreč prej smo mislili, da je to hepatitis, ki ga prinesejo potniki iz eksotičnih, tropskih, subtropskih področij, zdaj pa vemo, da je ta hepatitis tudi pri nas doma zasidran in sicer to je ena posebna oblika, genotip 3,
ki ga lahko dobimo z uživanjem določene prehrane. Namreč to je zoonoza. Virus je v mesu določenih živali. To je domače svinje, divje svinje, določena divjačina in pa seveda še nekatere druge živali. Če meso, ki ga uživamo termično, ni dobro obdelano, slabo obdelano ali sploh neobdelano, potem imamo veliko verjetnost, da se tudi v Sloveniji okužimo s tem virusom. Po domače povedano so pa to klobase, salame, pršuti, seveda najpogosteje to in vedno več imamo bolnikov, pri katerih odkrivamo to bolezen. To pa ni klasična bolezen jeter, daleč od tega. Ta virus ima namreč možnost, da prizadene praktično vse organske sisteme. Tako da najpogostejše so to hude nevrološke spremembe, recimo bolnik je popolnoma ohromljen glede ramenskega obroča, s strašnimi bolečinami, glede medeničnega obroča, lahko pride do odpovedi ledvic, lahko pride do prizadetost, celo do recimo vnetja srčne mišice, do izrazitega znižanja trombocitov v krvi in tako naprej. Tako da dejansko vedno več imamo teh bolnikov, ker vedno več na to mislimo, je pa to nekak veliki imitator, ker imitira druge bolezni, in dejansko ne stroka niti ne pomisli, da v osnovi gre za hepatitis E. Tisto, kar je pa najbolj nevarno, je pa osebe, ki imajo zmanjšano imunost. Teh pa veste, da je vedno več, tudi zaradi raznih zdravil, bioloških, kemoterapije in tako naprej. Pri teh osebah pa lahko ostane okužba kronična in seveda lahko tudi zelo hude posledice povzroča, tako da imamo neka zdravila in trenutno 2 bolnika zdravimo, onkološka bolnika za kronični hepatitis E. Še nekaj o A-ju. O A-ju smo pred 2 letoma veliko povedali, ker smo imeli velik izbruh hepatitisa A. Namreč hepatitis A tudi že zdavnaj več ni bolezen tam tropskih in subtropskih krajev in bolezen potnikov, ampak ga lahko dobimo tudi pri nas doma. Namreč znani so izbruhi A hepatitisa, ki so povezani z uživanjem določene hrane. Recimo razne prehranske verige v Evropi, to je dobro znano, so znane potem, da nekako lahko imajo izdelke ali pa proizvode, ki so okuženi z virusom hepatitisa A. Ena od takih izdelkov je zamrznjeno jagodičje, recimo, pa še mnogo drugih je. Poleg tega je pa to lahko tudi spolno prenosljiva okužba A hepatitis, predvsem med moškimi, ki imajo odnose z moškimi. Leta 2022 smo imeli velik izbruh na ta način prenosa, z veliko hospitaliziranih, tudi prizadetostjo nosečnice in tako naprej. Imamo cepivo proti hepatitisu A, tudi varno, doživljenjsko zaščito nudi, tako da seveda svetujemo tudi to cepljenje, oziroma obstaja kombinacija A plus B za tiste, ki niso proti ničemur cepljeni. Še D imamo pa renesanso. Hepatitis D je najbolj nevaren, najhujši potek virusnega hepatitisa. 2 do 3krat pogosteje raka na jetrih povzroča kot B, ampak na srečo v Sloveniji smo ocenili, da ga nimamo. Leta 2016 smo na študijo naredili. Zdaj pa cela Evropa opaža renesanso hepatitisa D, predvsem z migracijo iz endemičnih področij, kjer je veliko tega, je prišel D hepatitis tudi v Evropo. Tako da smo v Sloveniji zelo hitro ukrepali in sicer D ni brez B. Torej najprej morate imeti hepatitis B, da se nanj nacepi D. To se pravi, odločili smo se že pred 2 letoma, da bomo vse bolnike, vse osebe, ki so kronično okužene z virusom hepatitisa B in pridejo k specialistu, refleksno, avtomatično testirali tudi na D. Na ta način smo odkrili 3 okužene osebe, to je seveda malo, a pa vendarle na individualnem nivoju veliko, ker je izpostavljenost življenju ogrožujočim problemom huda. Nobena od teh oseb pa ni rojena v Sloveniji, gre za osebe iz visoko endemičnih področij. 2 od teh imate že zdravila, kajti od leta 2023 od lani imamo nova zdravila in Slovenija jih je seveda takoj dobila. To je zdaj en tak hiter prerez vseh virusnih hepatitisov. Vidite, da je stvar ni tako enostavna, to veste že od prejšnjih let, pa vendarle zato se mi zdi, da je prav, da se splošna javnost o tem informira. Veliko je stvari, kjer se lahko samo z nekako zaveščanjem in z ustreznim vedenjem in izogibanjem okužbe lahko zaščitite, da ne govorimo o cepljenju in seveda potem testiranju. Zato se vam res zahvaljujem, kajti kako naj ljudje spoznajo te informacije, če ne preko medijev. Naredili smo eno raziskavo med
ljudmi, ki so se udeleževali akcij testiranja v preteklih letih in večino teh je dejansko zvedelo o akciji testiranja prav iz različnih medijev, tako da še enkrat najlepša hvala. Zdaj, kaj bomo letos delali? Infekcijska klinika, kot rečeno, vsako leto ima akcije, ozaveščamo, kot vidite, smo naredili letos nove plakate, predvsem kličemo k testiranju in odkrivanju okužbe, zato da s tem neposredno res preprečimo raka na jetrih. No, in ta akcija testiranja bo letos naslednji teden v sredo in četrtek, se pravi 24. in 25. julija, med 11. in 18. uro, se pravi vsak dan 5 ur, in to tukaj kjer imamo ambulanto na Poljanskem nasipu 58 v prvem nadstropju. Vedno bo na voljo tudi zdravnik in pa študent medicine, da pomaga, svetuje, informira, ozavešča in tako naprej. Ta akcija ne bi bila možna, če ne bi imeli seveda tudi sopodpornikov, predvsem Inštitut za mikrobiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, potem zelo pomembno Društvo bolnikov z virusnim hepatitisom Slovenija HEP in pa mladi rodovi, študenti medicine iz projekta Virus pri Društvu študentov medicine Slovenije. In če dovolite, bom zdaj predala kar besedo njeni letošnji vodje tega projekta Virus, to je Dora Hodžić-Črne. Dora, prosim. Ja, dober dan, kakor je omenila doktor, sem Dora. Sem vodja projekta Virus, ki že od leta 1997 deluje pod okriljem društva, ki se danes imenuje Društvo študentov medicine Slovenije oziroma DŠMS. To je nevladna, nestrankarska, neprofitna, prostovoljska organizacija, ki ima pod svojim okriljem različne projekte, ki imajo različne naloge. Nekateri projekti so namenjeni izobraževanju medicincev, nekateri so namenjeni tudi kulturnemu udejstvovanju, med njimi so pa tudi projekti, ki so namenjeni ozaveščanju in izobraževanju javnosti. In eden od teh projektov smo mi, projekt Virus, ki se ukvarja z spolnim in reproduktivnim zdravjem. Dajemo velik poudarek na spolno prenosljive bolezni in sodelujemo tudi z queer skupnostjo oziroma LGBT plus skupnostjo, ker tudi, kot je doktor omenila, je veliko teh problemov zaradi nezaščitenih odnosov med istospolnimi partnerji. Imamo veliko različnih akcij, ena od katerih je to, da sodelujemo z infekcijsko kliniko in to ob svetovnem dnevu hepatitisov. In ob tej akciji letos, oziroma že več let, to poteka tako, da imamo mi stojanco na Prešernovem trgu, kjer že na mestu ozaveščamo ljudi in jih vodimo proti infekcijski kliniki, kjer se bojo lahko testirali, kot smo rekli, anonimno, brezplačno, brez napotnice. In tam bomo tudi delili, na stojnici bomo delili različne brošure, različne izobraževalne materiale, kjer v bistvu bojo ljudje lahko že videli, ali so bili izpostavljeni kakšnim faktorjem tveganja in da razmislijo, mogoče bi se pa jaz tudi mogel testirati. In kakor je omenila, je zelo pomemben, da se gremo testirati, ker ne vemo, a imamo, a nimamo, in je največja verjetnost, da se zaščitimo oziroma da začnemo z zdravljenjem, če čim prej izvemo za to. Druge akcije, ki jih imamo, so pa povezane ali z endometriozo, ki je trenutno raziskovana bolj. Imamo ena največjih naših akcij je tudi ob 1. decembra, ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u, kjer sodelujemo tudi z mariborskim projektom, sestrskim projektom Ljubezen in spolnost. Poleg tega pa zdaj dajemo velik poudarek na okužbo z virusom HPV, humanim papilomnim virusom, ker v bistvu kakor je povedala, je to eden od glavnih povzročiteljev raka na materničnem vratu. Poleg tega povzroča tudi druge rake, kot so
raki žrela, raki spolnih udov, poleg tega pa povzroča tudi genitalne bradavice. In edina zares učinkovita metoda zavarovanja pred temu je cepljenje. In zdaj je bila sprejeta nova sprememba pri programu cepljenja, kjer bojo v bistvu lahko tudi fantje, ki so bili na začetku še ne član te skupine ljudi, ki se je cepila. Se pravi, do 26. leta se bojo tudi fantje zdaj lahko zamudniki cepili brezplačno. In res, če imate možnost se cepiti, se dejte, ker je to res edina zares zanesljiva možnost in si lahko veliko slabega prišparate s temu. Ja, poleg tega pa izvajamo tudi različne delavnice po srednjih šolah, se pravi, v bistvu imamo delavnice varne spolnosti, kjer probavamo dijakom predstaviti spolnost kot nekaj, kar se dogaja, ampak je zelo pomembno, da smo pri spolnosti varni in da se znamo zaščititi pred spolno prenosljivim okužbam in da vemo, kaj narediti, če smo bili v rizičnem spolnem odnosu. Upam, da se res v čim večjem številu vidimo, kakor smo rekli, 24. in 25. julij, naslednji teden. Ta čas, ko bo potekalo testiranje na infekcijski, bomo tudi mi na stojnici in se vidimo. Hvala lepa.